V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, okoli nas obstaja več nevidnih stvari kot vidnih. Naprimer kisik, brez katerega ne bi mogli dihati in živeti. Ali ogljikov dioksid, zaradi katerega pa imamo globalno segrevanje. Zato to, da ne vidimo Boga, ne more biti razlog, da vanj ne verujemo. Sveto pismo pravi, da za vero zadošča zgolj slišati evangelij. Zato prisluhnimo glasu cerkve in izkusili bomo Boga. Dobrodošli na bogoslužju v evangeličanski cerkvi dobrega pastirja. Ko smo tako zbrani v enem duhu, pa ne pozabimo vseh tistih, ki so obnemogli, bolni, zatirani, prestrašeni, osamljeni, vseh naših bratov in sester, ki trpijo. Kajti vsi skupaj smo Božja družina. Prisluhnimo najprej obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je v cerkvi molitveno srečanje. V sredo ob 19. uri bo v cerkvi preučevanje Svetega pisma z možnostjo diskusije in lastnih vprašanj in komentarjev. V petek, 15. avgusta, ko je državni praznik, pa smo vabljeni na organiziran planinski pohod na Debelo Peč, ki se nahaja v Julijskih Alpah. Odhod iz Novega mesta je ob 5. zjutraj, odhod iz Ljubljane ob 6. uri izpred osnovne šole Vodice. Startna točka za pohod pa bo Rudno polje ob 7. uri. Hoje je za dobre 3 ure na smer, pot ni preveč težka, ampak je vseeno planinska. Pot bo vodila naša vernica Tabita Jovanovič. Za prijave in več informacij pa je na voljo Rebeka Jovanovič. Torej v petek, če ste pri volji za planinski izlet, se lahko pridružite in na tak način obeležite državni praznik. Naslednjo nedeljo ob 10. uri pa smo dobrodošli na osrednjem bogoslužju. Napovedujemo še, da bomo imeli konec avgusta, 30. v soboto, organiziran družinski izlet na Javorovico na Gorjance. Moto izleta je v objemu Gorjancev, osrednja tema je prijateljstvo. Izlet se bo pričel ob 9. uri s pohodom od samostana Pleterja do lovskega doma na Javorovici. Če kdo ne more hoditi, se lahko na Javorovico pripelje tudi z avtom. Izlet je primeren za vse generacije, poskrbljena bo za hrano, prav tako bo letos na novo organizirana delavnica za otroke, bogata delavnica, torej ustvarjalni kotiček, tako da tudi družine z majhnimi otroci bodo lahko imele nekaj od izleta. Pa tudi za odrasle bodo animacije in tudi duhovna misel. Prijavnina znaša 13 evrov na osebo, cena vključuje kosilo, pijačo in najem. Za otroke do vključno 12. leta starosti je udeležba brezplačna, v primeru slabega vremena pa se bo izlet prestavil. Za prijave in informacije sta na voljo Danilo in Rebeka Jovanovič. In še zadnje povabilo, v jeseni bomo ponovno organizirali alfa tečaj, ki je namenjen sistematičnemu, zanimivemu spoznavanju krščanskih naukov. Srečanja potekajo enkrat tedensko, pri čemer gre predvsem za razvijanje prijateljskih vezi. Vključujejo organizirano druženje s prigrizkom, kateremu sledi ogled kratkega in zanimivega filmčka, na kar sledi pogovor v manjših skupinah. Alfa tečaj skratka na dinamičen način predstavi prednosti krščanstva za naše vsakdanje življenje. Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na duhovnico Katjo Brkič Golob, ki je pa danes sicer odsotna, ker nadomešča duhovnika v evangeličanski cerkveni občini v Ljubljani. Torej alfa tečaj začel se bo konec septembra. Vsi zainteresirani se lahko obrnete na duhovnico Katjo Brkič Golob.
Vse cerkvene aktivnosti so namenjene krepitvi naših odnosov in s tem tudi samopodobe, ki izvira iz Boga in iz tega, da smo Božja družina. Zato sedaj zapojmo uvodno pesem, ki nas vabi, da se v veri približamo Bogu in pravi: pridite v njegove dvore. Volimo sesti. Biblično vodilo za danes in prihodnji teden se glasi: nekoč ste bili namreč tema, sedaj pa ste luč v Gospodu. Obnašajte se kot otroci luči. Sad luči je namreč v vsaki dobroti, pravičnosti in resnici. In ko nam zmanjka besed, ko niti ne vemo, kako bi nosili bremena drug drugemu, saj včasih še sami s sabo težko shajamo, nam je lahko pomoč molitev iz Psalma 119, kjer pravi tako: kako lahko ohrani mladenič svojo pot čisto, če bo izpolnjeval tvojo besedo? Z vsem svojim srcem te iščem, ne daj, da zablodim od tvojih zapovedi. Tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe. Slavljen si, o Gospod, uči me svojih zakonov. S svojimi ustnicami oznanjam vse sodbe tvojih ust. Nad potjo tvojih pričevanj imam veselje, kakor nad vsem bogatstvom. O tvojih ukazih hočem premišljati in gledati na tvoja pota. Ob tvojih zakonih se bom naslajal, tvojih besed ne pozabljam. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V luči Božje besede poglejmo na svoje življenje, priznajmo grehe in v spovedni molitvi prosimo za odpuščanje. Dobri Bog, ob zahvali, da te smemo še vedno imenovati Oče nebeški, pa v luči tvojih besed tudi tokrat spoznavamo, da sami še zdaleč nismo hvaležni otroci. Tudi v tem minulem tednu je bilo preveč stvari, ki so se nam zdele kot nepomembne malenkosti, pa vendar so zastirale misel na tvojo prisotnost, potrpežljivost in delujočo ljubezen. Zato te prosimo, odpusti nam zgrešeno in se nas usmili. Besede milosti in slavospev pa naj nas navdajo z upanjem, saj Jezus sam pravi:
Resnično, resnično povem vam, kdor veruje v mene, bo dela, ki jih izvršujem jaz, tudi sam izvrševal. In karkoli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da se Oče poveliča po Sinu. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Sklonimo se pred vsemogočnim Bogom in molimo. Gospod naš Bog, ob zahvali, ker si nam dovolil zbrati se v zavetju in tišini tvoje hiše molitve, te prosimo, umiri naše misli in srca, da bi lahko čutili, kako blagodejno je bivanje v tvoji bližini in kako potrebne so nam tvoje besede na poti življenja. Pomagaj, da nam bodo dale novih moči in poguma za uresničevanje dobrote in dejanj ljubezni v odnosu do tebe in do soljudi, ki so nam bratje in sestre, tudi takrat, ko tega nočemo ali ne moremo priznati. Amen. Iskanje Božjega usmiljenja in tolažbe nadaljujmo s pesmijo, ki pravi: Ljubezen Božja nikoli ne mine. Izvolite sesti, draga cerkev. V današnjem času je moderno, da si posamezniki lahko sami izbirajo identiteto, glede na trenutno občutje ali pa svoje želje. Mladi imajo krizo identitete, saj so stvari zelo fluidne, izmuzljive, prepletajoče in mnogokrat nejasne. Sprašujejo se, kdo sem, kakšen je moj namen. In tudi v odraslosti in starosti pridejo obdobja, ko premišljujemo o vprašanjih lastne identitete, namena in smisla. Vedeti, kdo smo, je pomembno. Če vemo to, potem lažje najdemo smisel in uresničujemo svoj življenjski namen. Če imamo smisel, lažje premagujemo življenjske ovire in se soočamo s spremembami. In o identiteti govori tudi današnje berilo, ki je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje od 14. do 16. vrstice. Pravi pa takole: Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.
Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Jezus je te besede govoril svojim učencem. S tem jim je povedal, kdo so. Dal jim je namen in smisel. Na nekem drugem mestu pa je zase rekel, da je on luč in da kdor živi ob njem, v njem ne bo teme. Namenjene pa so tudi nam, da ne pozabimo, kdo smo. Spodbujajo nas, da se ne bojimo teme, ki je okoli nas, da se ne skrivamo, ampak da smo luč. Čeprav se včasih zdi, da je ta naša luč neopazna, premajhna ali da celo ugaša. Ko je Jezus govoril svojim učencem, je dal vsakemu identiteto, ampak govoril jim je kot skupini. Rekel je, vi ste luč. Tako tudi lučka, ki stoji sama, ne more močno svetiti. Luči, ki stojijo skupaj, pa svetijo močneje. Cerkev, mi smo luč sveta, kot skupnost. In bodimo pogumni, ko hodimo skozi življenje. In tudi pesmi, ki so pred nami, nas spodbujajo k temu, da slavimo našega Očeta, ki je v nebesih. In pesem pravi, tu sem, da slavim te. Svet, k nam prišla je v temnino in nam odprla oči. Moje srce zato častite, upanje si moje ti. Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si. Tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Časov si in povišan nebesi, slaven nad vsem si le ti. A si ponižno prišel k nam ljubezni, da bi živel v revščini. Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si. Tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Tu sem, da častim te in se ti priklonim, tu sem, da ti rečem,
se ti priklonim, tu sem, da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Krasen najsvetejši si le ti. Izročam se tvoje roke le, zaupam ti, saj moj Bog si. S teboj rad grem, saj dobro jaz vem, da ti si vse na svetu tem.
Bog Oče, hvala ti za Jezusa, ki je luč sveta in razsvetljuje tudi našo temo. Pomagaj nam po svojem svetem duhu, da naše svetilke ne ugasnejo, ampak nas mazili z oljem ljubezni, služenja in medsebojnega spoštovanja, ko skupaj hodimo po poti življenja. Amen. Dragi otroci, sedaj pa na vrsti utrinek za vas, ki je prilagojen tako, da ga tudi odrasli razumejo in v njem lahko sodelujejo. In ker je današnja tema Jaz sem luč sveta, oziroma mi smo luč sveta, poglejmo, kaj vse potrebujemo. Še nekaj otrok počakamo. Pogledali si bomo, kaj vse potrebujemo za to, da smo lahko luč sveta. Prva stvar, kakšna ideja, otroci, vi mi pa pomagajte. Kaj potrebujemo za to, da bomo luč? Prva asociacija. Luč. Rabimo luč. Tako kot če gledamo skozi mikroskop, potrebujemo najprej oči, tako rabimo tudi za to, da smo luč, najprej luč. In tole je ena lučka, ki se uporablja za kolesarjenje. Se pravi, lučka je prva stvar. In kaj bi ta lučka lahko simbolizirala? Kdo je luč sveta? Jezus, pravo. Jezus je rekel, jaz sem luč sveta. Se pravi, najprej potrebujemo Jezusa, potrebujemo lučko, potem pa kozarec. Kaj bi pa kozarec lahko predstavljal? Srce, lepo, naše srce, ja. To, da smo bratje in sestre, potrebujemo kaj za to? Aha, odrasli. Cerkev, skupnost, ker je naša identiteta povezana s tem, da smo Božji otroci, da smo del Božje družine, potrebujemo cerkev. Torej, imamo cerkev, imamo Jezusa, ki je luč sveta, in potem voda sledi v kozarec. Seveda moramo nekaj natočiti v cerkev in natočim vodo. Kaj bi bila ta voda? Božja beseda, bravo. Pravilni odgovor. Od prve. Sem prav slišal? To je Božja beseda, to je evangelij, kajti evangelij odžeja našo dušo. Potem pa vidimo sicer luč, v ta kozarec sveti in gre tudi čez vodo, čez kozarec lučka. Tako da lepo, ampak še zmeraj nekaj manjka, zato v vodo natočim, natresem nekaj praška, dobesedno. Prašek, veste, zakaj se uporablja prašek? Pralni prašek, ja. To potrebuje oče, kadar upravlja gospodinjska opravila. Ali oče, ali mama, saj vseeno, starši pač. Prašek. Evo, sedaj, ko smo natresli prašek, se je zgodilo, da je dejansko postala lučka. Luč, ki sveti, morali bi še ugasniti vse luči v cerkvi ali pa počakati, da pride noč, tema, in potem bi dejansko lahko na omaro postavili in bi imeli lepo lučko. Ta prašek pa kaj simbolizira? Ljudi. Če pa, tako kot si rekla prej, če je naš kozarec naše srce, je ta prašek Sveti Duh, ki oživlja Božjo besedo, evangelij, ki nas povezuje in prežema in ki nas tolaži naše srce. Tako da imamo sedaj vse sestavine, ki jih potrebujemo za krščansko življenje, zato da smo luč.
Ja, potem se pa zgodi še nekaj. Ponavadi v življenju ni vse tako lepo, kot sedaj tale kozarec, lepo sveti, ampak pridejo še valovi. Kaj bi pa ti valovi pomenili? Kaj? Greh, ja, tako tudi. Če pa ne grešimo, pa so vseeno valovi. Težave, ja, težave, problemi, okoliščine, tempo življenja in tako naprej. Tako da se tale voda nikakor ne umiri, prašek ne pade dol in če ne pade dol, potem ta lučka sveti ves čas. Če bi pa prašek padel dol, potem bi pa spet bila voda kristalno čista, ampak paradoksalno bi šla svetloba čez vodo in spet ne bi svetili v temi. Se pravi, na nek način odrasli pomagajte, potrebujemo težave, stiske, nažalost, če hočemo biti luč sveta. Če se pa usede dol, potem pa smo sicer čisti, lepi, ker je prašek v nas, naša duša je odžejena, ampak ne svetimo. Tako da, nažalost. In to je to. Vse, kar potrebujemo za to, da smo luč sveta, smo spoznali. Si boste kaj zapomnili od tega utrinka, otroci? Da rabite težave, ne? Skupnost, ja, cerkev potrebujemo, drugega potrebujemo, Jezusa potrebujemo in nažalost tudi težave, ja. Tako. Hvala za pozornost, sedaj pa sledi še nabirka. Otroci, greste pa lahko na varstvo. Nabirko bomo pa pobrali s pesmijo, ki pravi o luči in da je ta luč Božja beseda, ki sledi za nabirko. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, danes smo se ponovno zbrali kot družina, povezani v veri, ljubezni in upanju, o katerem vam želim danes spregovoriti. Ne želim spregovoriti o tem plitvem optimizmu, ki pravi, bo že nekako,
ampak o globokem, neomajenem zaupanju, ki se rodi iz odnosa z Bogom, tudi in predvsem takrat, ko življenje ni lahko, ko pridejo težave. Današnje vrstice, ki jih bomo prebrali iz Svetega pisma, so zapisane v knjigi preroka Jeremije, 17. poglavje od 7. in 8. vrstica. Prosim, če ostanemo v branju Božje besede. Pravi pa takole: blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje. Je kakor drevo zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno, v sušnem letu ne trpi pomankanja in ne neha roditi sadu. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. Dragi zbrani, postavlja se nam eno zelo zanimivo vprašanje. Ali doživljamo vsi čas preizkušnje? To ne rabite meni odgovoriti, to lahko vsak sebi odgovori. Ampak sigurno vsak izmed nas, vsak na svoj način doživljamo preizkušnje. To so bolezni, izgube, osamljenost, dvomi, duhovna suša in bi še lahko naštevali. Nihče ni imun na preizkušnje, a vendar obstaja nekaj, kar nas drži pokonci. Kot vse drugo propada, in to nekaj, kar nas drži, je upanje, ki prihaja od Boga. Čas preizkušnje je obdobje, ko se nam zdi, da je Bog tiho in oddaleč le gleda in opazuje, kaj bomo storili in kako bomo reagirali. Naša vera je na preizkušnji. Nič nam ne gre zlahka. Soočamo se z boleznijo, izgubo, osamljenostjo. Naši načrti propadajo, odnosi se sesujejo. Molitev v takih situacijah se nam zdi prazna in brez moči. Včasih gre za zunajno krizo, smrt v družini, razpad zakona, bolezen. Včasih pa za notranjo krizo. Dvom, izguba smisla v življenju, občutek praznine. Poznamo pa tudi duhovno krizo, ko molitev nima več okusa in Božja beseda nam ne spregovori tako, kako nam je nekoč govorila. Današnji svet nam ponuja mnogo nadomestkov za upanje, pozitivne misli, razne tehnike, sproščanja, beg v delo, razne zasvojenosti, virtualni svet. A vsa ta upanja so le začasna. Prava pomoč v preizkušnji prihaja iz življenja z Bogom. Mogoče se kdaj vprašamo, ali jaz se večkrat sprašujem, zakaj Bog dopusti čas preizkušnje? To je zelo težko vprašanje. A Sveto pismo nam daje nekaj odgovorov in eden od teh je, da prečisti našo vero. Tako kot se zlato prečisti v ognju, se tudi vera prečisti skozi preizkušnje. Postane globlja, trdnejša, bolj iskrena. Bog dopusti preizkušnje, da bi nas naučil zaupati v njega, ne pa v sebe in v svoje dosežke. Včasih se moramo zlomiti, da nas Bog lahko ponovno sestavi. Kako se odzvati v času preizkušnje? Predvsem ne smemo bežati pred bolečino, ampak jo prinesimo pred Boga. Velikokrat poskušamo zbežati, usmerjamo se na delo, gremo na zabave, pretvarjamo se, da je vse v redu. Toda Bog si želi, da mu prinesemo našo ranjenost, ne našo popolnost. Psalmist David pravi v 34. psalmu: Gospod je blizu tistim, ki so potrtega srca. Vera v preizkušnji ni čustvo, ampak je odločitev. Včasih ne moremo moliti,
rečemo samo, Bog pomagaj, a tudi to šteje. To je kratka in iskrena molitev. Ko se znajdemo v temnem obdobju življenja, hitro pozabimo, kako je zvest bil naš Bog do nas v preteklosti. Ozrimo se nazaj, kolikokrat nas je Bog rešil, vodil in zaščitil. Kaj lahko Bog naredi za nas v času preizkušnje? Bog preoblikuje naš značaj. Preizkušnja rodi stanovitnost. Stanovitnost rodi izkušenost. Preizkušnja pa upanje. Tisto, kar je najtežje, nas najbolj notranje preoblikuje. Daje večji pomen naši veri. Vera po preizkušnji ni več tradicija ali čustveni zagon. Postane globoka, osebna, preizkušena vera, ki ve, da Bog obstaja, kjer si ga srečal tudi sredi teme. Govorili smo o luči pri utrinku za otroke, ampak Bog deluje tudi skozi temo. Morda si danes v času preizkušnje v temi, morda moliš in se ti zdi, da te Bog ne sliši. A vedi nekaj, ti ne vidiš konca preizkušnje. Bog pa vidi celoto, vidi tvoje življenje. In on nikoli ne pozabi svojih obljub. Ti si uklesan v moji dlani, tako govori Božja beseda. Preizkušnja ni dokaz, da nas je Bog zapustil. Velikokrat mislimo, da je preizkušnja znak, da smo izven Božje volje. A Sveto pismo je polno primerov ljudi, ki so hodili z Bogom, a so šli skozi težka obdobja svojega življenja. V Svetem pismu ni niti enega Božjega služabnika, ki ne bi šel skozi preizkušnje. Abraham je moral čakati desetletja, da bi postal oče obljubljenega sina. Jožef je bil zavržen, zaprt, čeprav je bil nedolžen, pozabljen, a postal je rešitelj naroda. Mojzes, 40 let v puščavi. David, maziljen za kralja, a dolgo leta preganjan. Job, pravični mož, ki je izgubil vse, ni pa izgubil upanja. Marija, Jezusova mati, ki so ji rekli blagoslovljena med ženami. Zamislite si, ko je morala gledati svojega sina na križu. Jezus, Božji sin, zavrnjen, izdan, križan. Če bi bila preizkušnja znak Božje odsotnosti, potem Bog ne bi nikoli bil blizu svojim najbližjim, pa vendar nam je takrat najbližje. Največji dokaz, da je Bog z nami tudi v trpljenju, je križanje Jezusa Kristusa na križu Kalvarije. Na križu Jezus zakliče: moj Bog, zakaj si me zapustil? To je najgloblji krik človeške bolečine. A ta stavek ne pomeni, da je oče zares zapustil sina. Pomeni, da je Jezus v tistem trenutku izkusil tisto, kar čutimo mi, to je popolna osamljenost, brezup, temo in prav v tem trenutku, ko se zdi, da je Bog odsoten, se dogajajo največje Božje posegi v človeški zgodovini. Na videz poraz, v resnici pa zmaga. Včasih Bog dela največ takrat, ko mi najmanj čutimo. Bog nam je najbližje takrat, ko se zdi, da je najdlje, oziroma da ga ni poleg. Poglejmo, kaj pravi Bog po preroku Izaiju. Ko boš hodil skozi vodo, bom s teboj. Skozi reke te ne bojo poplavile. Ko boš hodil skozi ogenj, se ne boš ožgal. Bog ne obljublja, da ne bo vode, da ne bo ognja, ampak da bo z nami vsem, tudi v ognju in v vodi, ali z drugimi besedami, da bo z nami sredi težav. Včasih nam se zdi, da Bog molči, a to ne pomeni, da je odsoten.
Ko se zdi, da je Bog tiho, to še ne pomeni, da ne posluša. Morda testira našo zrelost. Morda nas uči hoditi z vero, ne s čustvi. Morda želi, da enostavno, da duhovno odrastemo. Preizkušnja nam razkriva, komu lahko zaupamo. Dokler nam gre lepo in dobro, je enostavno verjeti, je enostavno biti kristjan. A v preizkušnji se vidi, kje je resnično naše zaupanje. Preizkušnja je kot ogledalo. Razkrije nam, koliko resnično temeljimo na Bogu in ne na svojih občutkih, rutini ali razumu. Bog nas ni zapustil. Tudi če se mi tako včasih počutimo. Duhovne teme ne smemo meriti z občutki. Bog ni odvisen od mojega in tvojega nihanja. Če bi bil človeški. Spomni se Božje besede. Nikakor te ne pustim samega, nikakor te ne bom zapustil. To niso le lepe besede. To je Božja obljuba, to je Božja prisega. Ko boš preživel preizkušnjo, boš močnejši. Preizkušnja te ne uniči, če ostaneš z Bogom. Bog bo iz trenutne situacije naredil nekaj dobrega, čeprav danes tega ne vidimo. Preizkušnja ni konc naše zgodbe, je le poglavje, skozi katero Bog išče nekaj večjega za nas, kot si mi danes lahko predstavljamo. Kaj je pravzaprav Božje upanje? Upanje po Božje ni enako kot človeško. V vsakdanjem jeziku upanje pomeni: upam, da bo lepo vreme, upam, da mi uspe izpit, upam, da lahko se bom poročil, upam, da lahko grem na morje. To je negotovo upanje, mešanica optimizma in želja brez zagotovil, da se bo to uresničilo. Upanje po Božje ni morda, ampak zagotovo, ker temelji na Božji zvestobi. Pravi Božja beseda: v upanju smo bili rešeni. Bog ne laže, ne pozablja, ne obupa nad nami. Zato je naše upanje varno pri njem. Upanje je eno od 3 teoloških kreposti. Po nauku cerkve so vera, upanje in ljubezen temelj kreposti, ki jih daje Bog sam. Krščansko upanje potem takem je Božji dar. To pomeni, da upanje rodi zaupanje, da Bog bo izpolnil svoje obljube. To ni prazno pričakovanje, ampak gotovost, da je Bog zvest in da deluje, tudi če mi danes rezultata ne vidimo. Upanje nas usmerja k večnosti, ne k boljšem počutju. Upanje ima korenine v Bogu, ne v okoliščinah. Poglejmo, kaj nam pravi apostol Pavel. Bil je preganjan, zaprt, tepen. A v Rimljanom 6. poglavje 5. vrstica pravi: upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. To pomeni, resnično upanje nikoli ne vodi v razočaranje, ker ni utemeljeno na človeških naporih, ampak na Božji zvestobi, ljubezni in Božji prisotnosti. Upanje je sidro naše duše. V Hebrejcem 6. poglavje 19. vrstica beremo: to upanje je za nas varno in zanesljivo sidro duše. Kaj dela sidro v našem življenju? Sidro ne prepreči viharja, ampak prepreči, da bi nas vihar odnesel stran. Tako tudi upanje ne odstrani preizkušnje, ampak nas drži, da pri Bogu, da ne izgubimo smeri. Obraz našega upanja je Jezus Kristus. Kristusova smrt in vstajenje je temelj našega upanja. Če je smrt premagana, ni več stvari, ki bi lahko uničila človeško prihodnost. Če je Jezus vstal, tudi naša tema postane svetloba. Če je Bog obljubil večno življenje,
potem nobeno zemeljsko trpljenje ni zadnja beseda. Kaj torej pomeni živeti z upanjem v Bogu? Pomeni zaupati, tudi ko ne vidiš konca. Vztrajati, tudi ko ne čutiš Božje prisotnosti. Verjeti, da je Božji načrt večji od tvoje in moje trenutne bolečine. Vedeti, da bo Bog na koncu zmagal in da si ti del te zgodbe. Kako pa ohraniti upanje sredi preizkušnje? Odgovor je preprost. Zaupati v Božjo besedo. V času preizkušnje naši občutki pogosto utihnejo, a Božja beseda ni odvisna od občutkov, je resnična, tudi če tvoj notranji svet tega ne potrjuje. Nebo in zemlja bosta prišla, moje besede pa ne bodo prišle. Tako pravi Jezus v Mateju. Vztrajaj v molitvi, ko ne vidiš rezultata. Včasih ni prave molitve, samo vzdih in solze, a Bog razume. Upanje se obnavlja v molitvi, ne v begu. Molitev ni izhod iz težave, ampak je pot do Boga. Ne bodi sam v težavah, išči občestvo sester in bratov. Pri otroškem utrinku smo videli, da rabimo občestvo. In to je prav. Bog nas ni ustvaril za samoto. V težkih časih potrebujemo drugega. Hudič rad izolira človeka. Zato je ključno, da smo v cerkvi, da smo v občestvu. Ko se družimo, poveš nekomu, ki mu lahko zaupaš, da ti je težko, poiščeš sorodno dušo in skupaj molita. Sprejmeš pomoč, ker je to dejanje ponižnosti in zaupanja. Spominjaj se pretekle Božje zvestobe. Ko smo v krizi, hitro pozabimo za vse, kar smo doživeli z Bogom. Dvom zelo pride hiter v naše življenje, kot megla, in izbriše celo zgodovino. Hrani svojo vero z majhnimi dejanji zvestobe. Ne čakaj, da boš znova začutil, da veruješ. Vsak dan naredi nekaj dobrega. Pokliči brata ali sestru, prijatelja. Odpusti tistemu, kateri je zgrešil zoper tebe. Nasmej se kakšni osebi. Pomagaj. Hodi v občestvu vernih. Majhna dejanja zaupanja oblikujejo veliko notranjo moč. Pravo upanje ni v tem, da se danes vse reši, ampak da ima trpljenje smisel in da prihaja dan, ko bo Bog obrisal vsako solzo. Ohraniti upanje sredi preizkušnje ni lahka pot, je pa mogoča, če ne iščeš sam rešitev, ampak če čakaš na Boga. Ne verjameš lažem o zapuščenosti, ampak se spominjaš Božjih obljub. Ne zapreš svojega srca, ampak ga v bolečini znova odpreš. Bog vodi tvojo in mojo osebno zgodbo, sredi omejenosti, paci in z mnogimi vprašanji. Tvoje življenje ni niz nesmislenih dogodkov, tudi ne samo skupek tvojih odločitev. Bog ima načrt zate in Bog ima načrt tudi zame. Celo takrat, ko smo se izgubili, ko smo odšli od njega, Bog ni nehal pisati naše zgodbe. Mogoče misliš, da te Bog zaradi kakšne situacije v življenju ne more uporabiti. V Svetem pismu je Bog večkrat uporabil ljudi, od katerih ne bi nobeden pričakoval rešitve. Poglejmo Jožefa. Bil je prodan, obtožen, zaprt, a ravno on je postal rešitelj Egipta in celega tedanjega sveta. Apostol Peter, prvi med enakimi, je zatajil Jezusa, a kasneje postal temelj cerkve.
Apostol Pavel, preganjalec kristjanov, veliko bratov je dal pobit, postane največji misionar. Bog lahko vzame tvoje in moje napake in jih sestavi v čudovit mozaik v zgodbi odrešenja. Križ je dokaz, da Bog vlada tudi v trenutku največje teme. Na Kalvariji so vsi mislili, da je konec, da je Jezus izgubil, da je Božji načrt propadel. In vendar prav tisti trenutek je bil vrhunec Božjega delovanja. Vrata odrešenja so se na stežaj odprla ravno skozi trpljenje. Če je Bog premagal zlo na križu, je lahko tudi tvoje najbolj temno poglavje postane prostor za zmago. Bog ne dela napak. Tvoje in moje življenje ni napaka. Bog pozna tvojo preteklost, vodi tvojo sedanjost in pripravlja tvojo bodočnost. Naš Bog ni oddaljen opazovalec. Je Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Šel je skozi trpljenje, smrt in ravno zaradi tega nas razume. Naše trpljenje ima pomen. Naša vera ni zaman in naše solze niso izgubljene. Zato lahko vsak dan znova rečemo, moje upanje živi, ker Kristus živi. Ustrajati, kajti Bog še ni dokončal svoja dela. Tvoja življenjska zgodba se piše, tvoja preizkušnja se lahko spremeni v največje pričevanje. Tvoja solza se lahko spremeni v seme, iz katerega bo zrasel nov začetek. Bog nam obljublja v svoji besedi sledeče. Nikakor te ne bom zapustil samega, nikakor te ne bom zapustil. To je čudovita obljuba. Zato ne obupaj. Če si na robu, je Bog s tabo. Če si izgubil vse, nisi izgubil Boga, in če imaš Boga v svojem življenju, imaš vse, kar potrebuješ. Upanje ni le lažna tolažba, je sidro, ki nas drži, dokler ne pride novo jutro, dokler ne pride sam Gospod Jezus. Dragi sestre, dragi bratje, nikoli ne pozabimo na čudovite Božje obljube, da nas Bog nikoli ne bo zapustil in da bo z nami tudi v času najhujše stiske in preizkušnje. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Dragi Bog, priznam, da te velikokrat ne čutim in ne slišim, a nočem odnehati. Tvoje obljube so močnejše od mojega strahu. Tvoja zvestoba je večja od moje negotovosti. Čeprav moje srce velikokrat šepeta dvom, se moja duša oklepa resnice. Pomagaj meni in vsem nam, da se te v času stiske in preizkušnje oklenemo še bolj in se zavemo, da si z nami. Amen. Pesem, s katero bomo zaključili naše bogoslužje, pravi Kliči me.
imamo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.